Torej vseeno se je odvilo tako, kot ste pričakovali, prvi krog, zmagali ste, kakšni so občutki zdaj? Malo lažje se diha, pa vseeno, ne glede kakšen bi bil ta rezultat, je to rezultat prvi v zgodovini Maribora, da je aktualni župan v prvem krogu zmagal in to mi je veliko čast. Hvala vsem, ki so me podprli in hvala vsem, ki so podprli županovo listo. Mislim pa, da smo v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih krepko zmagali z županovo listo, kar pomeni, da imamo dobre kandidate. Stari novi župan Franc Kangler je pokomentiral tudi nekatere predvolilne obljube, ki so jih izpostavili njegovi sokandidati. Zapomnil sem se vse predvolilne obljube posameznikov, sedaj jim bom dal priložnost, da naj pripeljejo 2000 novih delovnih mest v Maribor pa letalske linije in jaz jim bom pomagal in bom zelo vesel, če bodo to za mesto Maribor postorili. In če je bilo v volilnem štabu Franca Kanglera zelo veselo, je bilo v štabu Tomaža Kanglerja popolnoma nasprotno. Vkolikor je ta rezultat, ki ga zdaj neuradno slišimo oziroma ki bo potrjen od Državne volilne komisije, potem bo šlo za nekaj 10 glasov ali 16 ali malo več glasov, kar je katastrofalno malo, kar je zelo pirova zmaga župana Kanglerja. Mi bomo počakali na to, bomo preverili tudi v bistvu način preštevanja teh glasov in potem bomo lahko dali končno odločitev. Če bo to dokončna odločitev, potem je zelo žal, da Mariborčani pač niso prepoznali alternative, ki bi jim ponudila nek drug pogled na prihodnost Maribora, ki ne bi Maribor proračunsko zadolževala. Je pa lista Tomaža Kanglerja dobila eno svetniško mesto. Računam, da bom seveda prevzel to svetniško mesto in bil kritični sodelujoči v delu mestnega sveta, ki bo v resnici pa opozarjal na to, kar smo v političnih obljubah ali pa v predvolilnih obljubah zapisali ali za kar smo se zavzemali.